Dobro jutro in lep pozdrav iz Rodosa. S soprogo sva se odpravila na izlet v glavno mesto otoka, ki se prav tako imenuje Rodos. Tukaj je že ob 9. zjutraj 27 stopinj Celzija, ampak rahlo piha, tako da je zaenkrat še kar prijetno. Kar se tiče najema koles, zaenkrat še nisem prepričan, če mi bo to uspelo. V tej naši vasi, kjer smo nastanjeni, nihče ne izposoja koles. Videl sem pa par spletnih strani, ki ponujajo izposojo koles in tudi dostavo po celem otoku Rodos. Iz te naše vasi je speljana cesta 2 km v klanec, v katerem se dvigneš za 200 metrov, se pravi 10% vzpon. Pa tudi sicer mi Rodos v teh prvih dneh ni dal vtisa kolesarske destinacije. Ceste so v glavnem polne skuterjev in avtomobilov, dokaj ozke, na posameznih predelih tudi luknjaste. Tako da kolesarjenje ni videti ravno precej varno, zaradi tega tudi skoraj nobenega kolesarja nikjer ne najdeš. Kakorkoli, če bom uspel narediti kakšno kolesarjenje, bom o tem zagotovo posnel tudi video. Danes pa se pač predamo počitniškem pohajkovanju po Grčiji. No, ampak kakor rečeno, danes je na Rodosu nedelja. Midva s soprogo imava tako prakso, da se ob nedeljah zmeraj odpraviva na izlet v kakšno večje mesto, zato ker je lažje parkiranje, manj je gneče in se ga da dosti več in lažje videti. Ja, zdaj, če vprašaste mene, midva sva parkirala in prav po naključju se znajdla 50 metrov proč od tega obzidja. Po moje je tu že vhod v stari del mesta. Glavno mesto Rodos, sicer po Wikipediji ima okrog 50 000 prebivalcev, ampak če pa pogledaš na zemljevid, tiste strnjene dele mesta in staro pristanišče in to, kar se pač splača videti, je pa vse skupaj na parih kilometrih, tako da ga bova v pol dneva obdelala po dolgem in počez. Greva na kavo? Ja, greva. Drugač pa je otok Rodos velik približno 70x30 km, tako bolj podolgovat v smeri sever-jug, precej valovit, najvišji vrh ima 1200 metrov, ampak vseeno kar precej zelen in lepo poraščen z iglavci, sadnim drevjem, oljkami, oleandri in drugim rastlinjem. Drugač pa, če hočete v Grčiji piti tako ta pravo kavo iz džezve, preprosto naročite grško kavo oziroma Greek coffee. Tle neka ogromna mošeja sred mesta Rodos, je pa zaprta v tem momentu. In tako imamo sred mesta staro srednjeveško obzidje, ki je tudi na seznamu UNESCO-ve kulturne dediščine. Zdaj na začetku Viteške ulice v starem mestu Rodos in se bova sprehodila po njej do konca. Kakšnih težkih zgodovinskih razlag ne pričakujte. Jaz vse, kar tle vidim, potem preberem še na Wikipediji. Za take oglede starih mest moraš imeti malo kondicije, ne smeš se bati preveč sonca. Midva imava pa dostikrat tak sistem, da pohajkujeva okrog in si ogledava kakšne znamenitosti. Prišla noter v palačo velikega mojstra, 10 € kombinirana vstopnica še za 3 druge znamenitosti. In na celotnem območju palače so obvezne maske, tudi zunaj po dvoriščih. Ja, zdaj sva prišla okrog in okrog, ogromna reč je to. To je v bistvu palača glavnega viteza oziroma grad, utrdba, kakorkoli želite temu reči. Zdaj bova šla najprej nekaj pojesti, pa greva pa v arheološki muzej. Tu je grški meze, pa zelenjava na žaru, nekaj kruha s česnovim namazom in seveda pol litra belega vina. Dober tek. Čin. Evo, zdaj smo pa pojedla. Približno 2 urci sva se izogibala soncu, zdaj greva pa naprej.
pogledati še arheološki muzej, pa en muzej dekorativnih umetnosti. Potem pa zavijava še dol v pristanišče, pa pogledava malo park in Akropolo. Tukaj sva v notranjosti arheološkega muzeja, narediva en krog. Krasen muzej. Ja, tudi na celem območju arheološkega muzeja so obvezne maske. Zdaj sva že proti koncu ogleda in greva naprej. Zadnji pogled na te lepe barvne kombinacije modrega neba, sivih zidov in roza bugenvilije. No, tukaj smo prišla še v eno pravoslavno cerkev z več ikonami. Izhod je tudi na dvorišče. Tako lepo za na hitro pogledati, krasna arhitektura, mozaiki. Tako, zdaj smo zunaj še v muzej dekorativnih umetnosti, potem bova pa zaključila s starim delom mesta. Tako s tem muzejem sva zelo hitro zaključila, v bistvu gre za eno večjo sobo različnih umetniških predmetov. Fotografiranje in snemanje pa je prepovedano. V Rodosu, v mestu Rodos, stal tudi znameniti rodoški kolos, 33 metrov visok kip, najvišji kip v antiki in tudi eno od 7 čudes antičnega sveta. Zrušil se je 226 let pred našim štetjem v potresu in nikoli ga niso več obnovili. Kakorkoli, dejanska lokacija tega kipa sploh ni znana. Največ pa se govori o tem, da je stal tukaj ob vhodu v pristanišče. Na vsaki strani ne bi bila ena noga. Se pravi, to je bil kip velik kakor kip svobode. Definitivno pa ni stal tukaj, zato ker bi bilo videti ruševine, za katere zgodovinski zapisi pravijo, da so bile vidne še 800 let po zrušitvi. Zdaj greva pa še na najbolj severno točko Rodosa. Tam je park in manjši akvarij. Ves ta severni rt Rodosa v bistvu predstavljajo plaže. No, tukaj je še stiliziran kip rodoškega kolosa, ki ga je moč videti po vsem mestu. Tle prav na koncu je pa akvarij, ki ga pa zaradi slabih ocen ne bova obiskala. Tukaj je najbolj severna točka Rodosa. Tisto, kar se pa vidi na drugi strani, pa ni otok, ampak je Turčija. Približno 18 km proč zračne linije, naravnost čez morje. Ko greva še do Akropole, sva sklenila, da se ustava v enem lokalčku za krajši postanek, spijeva eno pijačo, malo posediva v senci. Soproga, na zdravje. Čin. Ja, po kratkem postanku v lokalu Space Bar Rodos greva še proti Akropoli. V Googlovih zemljevidih piše, da je zaprta. Domačini pravijo, da je vse odprto in prost vstop in da se splača iti pogledati. Bomo videli, kaj bo. Vse skupaj mislim, da sta 2 ali pa 3 stebri in en antični amfiteater, ampak za nas je to dovolj. Evo, tle sva zdaj ob obzidju, spet mimo starega mesta Rodos in greva proti Akropoli. Imam še malo vode, ko sva jo zdaj kupila. Cel dan bi že lahko bila midva v vodi. Ja, drugače pa tudi za take primere, ko ne ležiš cel dan na plaži, je potrebno razmišljati o zaščiti pred soncem, piti dovolj tekočine. Za dolgotrajno hojo je treba tudi imeti dobro obutev in lahko doživite kaj posebnega. Imamo to, pa kakšen šal, potem kapo. V glavnem tako, voda pa obvezno in pa obutev seveda. Evo, pa smo prispeli do Akropole. Upam, da nisem komu uničil prevelikih pričakovanj, ampak kot rečeno, 3 stebri, še tej v obnavljanju. Stopnine ni. Kar pa je mogoče še bolj zanimivo, je tle v bližini tudi en antični stadion in amfiteater. Zelo lepo in nikjer nobenega človeka. In tukaj pa stadion, velik, precej dolg stadion. Jaz bi rekel, da ima kakšnih 200 metrov.
Tribune so sicer prazne, ampak zdaj, ko bo midva začela izvajati telovadne vaje, se bo prej ali slej nabralo kar precej ljudi. Sva pa prišla čist do konca, gotovo je 200 metrov po dolžini. Aplikacija na telefonu kaže, da sva naredila 20.000 korakov, kar bi bilo 12 km. Zdaj greva še do plaže, se vrževa v vodo in bomo zaključila lepo nedeljo. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Bodite fajn in se vidimo naslednjič. Čau, čau.